Pozdravljeni! Mnogi navdušenci s Formule 1 smatrajo Jamesa Hunta kot enega največjih vseh časov, še danes izjemno priljubljen voznik. A vprašajmo se, koliko ga v resnici poznamo, kaj se je skrivalo za tisto podobo svetlolasega mladeniča, kateri je venomer popival, bil vključen v razne afere, se je nekonvencionalno vedel in obnašal. Da bi lahko malce bolje razumeli, kakšen je bil James Hunt v resnici, se je treba opredeliti do nekaterih dejstev. Je bil on tisti nepoboljšljivi playboy, katerega edino zanimanje so bile dirke in veseljačenje ter drugi škandali, ali je bil kaj več? Ali se je za njegovim nastopaštvom, tem nekonvencionalnem dajanju izjav in oblačenja skrivalo kaj drugega, ali je hotel samo izstopati? Namreč mnogi navdušenci se ga spomnijo potem po koliko cigaret je pokadil, z katerimi starletami je hodil, koliko pijače je spil. A mnogo manj je poznano tisto v ozadju, kaj je hotel pravzaprav doseči in kaj je naredil brez velike reklame. Če pogledamo njegovo kariero, lahko določimo tako na hitro, da je bila ta na vrhuncu med sezono 1975 in 1977. V tisti vmesni sezoni 1976 je postal svetovni prvak. A že v sezoni 1978 pri McLarenu pade v krizo, ne doseže tistih rezultatov, katerih si je želel. Zato je po koncu sezone zamenjal ekipo, šel v ekipo Valterja Wolfa, tam padel še globje in približno po tretjini sezone se upokojil. A prvič se moramo vprašati, ali je bil James Hunt res nekako žrtev usode slabih izbir, ali je konec svoje kariere zakrivil sam. Namreč leta 1979 se je menil celo, da bi prestopil v skuderijo Ferrari in to pravzaprav izjemno resno. A zahteval je zmeraj več denarja, kot da si ne bi želel v resnici iti v Maranello. Tja je šel Jody Scheckter, tisti, ki je bil dotedaj pri ekipi Valterja Wolfa in prav ona dva sta naredila neko zamenjavo, da tako rečemo. Kajti James Hunt pri Wolfu si je mislil, da bo imel vse pozornosti, kajti tista ekipa je imela enega voznika in en bolid. A pustimo, ni se izteklo tako, kot bi se lahko James Hunt želel. A drugo priložnost je dobil že dokaj kmalu, leta 1980. Takrat pri njegovi bivši ekipi McLarenu je bil mladi Alain Prost v svoji prvi sezoni v Formuli 1. Poškodoval si je zapestje. Vsaj za eno dirko bi lahko James Hunt uskočil ter ga zamenjal. In seveda sponzorski denar je bil pripravljen. A glej ga, malce pred tem si je James Hunt poškodoval nogo na smučanju, ko je po pričevanju mnogih preveč pogledal v kozarec. Znane so slike, kako je bil na dirkališču z nogo v mavcu. In seveda, to ni bila njegova zadnja priložnost, da bi prišel v pravo ekipo Formule 1. Za sezono 1982 mu je Bernie Ecclestone ponudil izjemno dobro pogodbo, da bi dirkal vzaj v ekipi Brabham. Namreč ponudil mu je v takratnem denarju bajnih 2,6 milijonov funtov, a James mu je odvrnil, da ima dovolj denarja in da noče dirkati v Formuli 1. Zanimivo je to, da kasneje v 80-ih, ko je zapadel v ogromno finančno krizo, se je hotel vrniti v Formulo 1 in leta 1989 po zimi med sezono 89 in 90 testiral za Williams. In seveda njegovi časi so bili daleč od tistih, kateri bi bili primerni za ponovno vrnitev v Formulo 1. Pravijo, da celo 5 sekund zaostalo konkurenco, a to so govorice. Vsekakor njegovo telo ni bilo več sposobno naporov Formule 1. In znan je tudi potem, da je bil James Hunt komentator za britansko BBC pri prenosih Formule 1, kjer je izstopal s svojimi direktnimi komentarji in bom rekel nekonvencionalnimi opisi voznikov. Bil je izjemno direkten in mnogokrat tudi krut. And all I can say to that is bullshit.
In vprašajmo se resno, koliko so določeni navijači razumeli, kaj je hotel povedati, ali je bil samo popularen, ker si je upal govoriti, recimo temu malce prostaško. Look at this idiot. A pustimo, kogar zanima, si lahko izbore njegovih opisov pogleda na drugih YouTube kanalih. Zdaj poglejmo, zakaj James Hunt konec koncev v 70-ih se je odločil obesiti čelado na klep. Kolikor pravijo razni viri, ga je izjemno pretresla smrt Ronija Petersona. On je tisti, ki je posredno priletel v njegovega Lotusa in se je morda celo čutil odgovornega za njegovo smrt. Znana so dejstva, kako se je na to po tistim tragičnem vikendu v Monci znesel nad Ricardom Patresijem, kateri pa po mojem videnju ni bil toliko odgovoren, šlo je za nesrečen splet okoliščin, da je do tistega prišlo. A pustimo, to je samo en dejavnik, kateri nam kaže malce bolj, globoko osebnost Jamesa Hunta. Drugi pokazatelj njegove izjemne kultiviranosti je nadimek, ki ga je dal že citiranemu Jodiju Schechterju. Klical ga je Fletcher. In Fletcher je bil junak knjige Richarda Bacha Jonathan Livingston Galeb. Eksistencialna knjiga, katera je izšla v tistih letih in katero verjamem, da je James Hunt prebral. Kajti ta Galeb, govori knjiga o Galebih, Fletcher je bil tisti, ki ni znal leteti in se je venomer zaleteval v skale. In samo enkrat, ko je osvojil mojstrstvo letenja, je postal eden izmed vodilnih v jati. In pravzaprav s tem nadimkom je James Hunt zadel bistvo Jodija Schechterja. V začetku svoje kariere Jody Schechter je bil nekajkrat hujši od tistega, kar danes vidimo pri Maxu Verstappenu. Res, bil je avtor enega izmed prvih množičnih trčenj v Formuli 1 zaradi nespretnosti voznika, a kasneje je postal svetovni prvak prav v tisti sezoni 1979. In James Hunt je to razumel, ne samo zaradi tega, ker je poznal Jodija Schechterja, ampak ker je tudi, bom rekel tako, bil kulturno na nivoju to spoznan. In res, omenil sem, da James Hunt je bil v finančni krizi v 80-ih letih. Govori se, da tista njegova komentiranja za britansko BBC so mu pomagala, da je preživel iz tedna v teden. A imel je tudi drugo nalogo pri Marlboro. Namreč za njih je bil neke vrste svetovalec, odkrival je talente. Ne pozabimo, zaradi besede Jamesa Hunta je Gilles Villeneuve dobil sploh prvo priložnost v Formuli 1. In James Hunt je tisti, ki je baje za strani Marlbora dal zadnjo pozitivno mnenje na vrnitev Nikija Lauda v McLaren v 80-ih letih. Pa tudi naprej čez cela 80-te in začetek 90-ih je James Hunt bdel nad tistimi mladimi vozniki v programu Marlbora, da so prišli v Formule 1, izbiral tiste dobre in praktično odslovil tiste slabše. Ne verjamete? Bdel je nad kariero Mike Häkkinena, mu svetoval in Eddija Irvina. Saj tu sem dobil resne kontakte, da se je to zgodilo. In tiste zgodbe o njegovem popivanju in veseljačenju so potrjene, a samo do neke mere. Dno je dosegel tam leta 1989. In to se začel pobirati, prenehal s pitjem, prenehal s kajenjem, začel bistveno več kolesariti, kot je v preteklosti, in nekako se začel dvigati in pobirati. In če si bo kdo mislil, James Hunt je vozil starega Austina A35 v karavani, izpeljanki in seveda svoje kolo. Nobenih luksuznih avtomobilov, še tistega, ki ga je imel, je bil brez koles, kot vidite na fotografiji. A res, leta 1993 je umrl v spanju. Nepremožen zaradi infarkta v delu življenja, ko je praktično začel ponovno uživati, star le 45 let. Mislim, da James Hunt je mnogo bolj raznolika in zanimiva osebnost, kot je tista predstavljena v raznih virih, v raznih filmih. In spoštovanje, katerega moramo čutiti do njega, gre mnogo nad tisto popivanje in veseljačenje in tisto samcato sezono leta 1976.
James Hunt je nedvomno eden izmed velikanov Formule 1. A težava je v tem, da ga mi navdušenci dostokrat premalo poznamo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.